Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Gorje, Peter Torkar, lepo pozdravljeni. En lep dober dan. Včeraj ste sklicali 6. izredno sejo občinskega sveta in sicer zaradi problema, ki se je pojavil 11. februarja na zavarovanem območju nedaleč od vodnega vira Ovčja jama, kjer so se našli gradbeni odpadki. Obstajala pa je bojazen, da ker se oskrbuje 30.000 prebivalcev s tem vodnim virom iz občin Radovljica, Žirovnica, Gorje in pa Bled, da pride kakšen odpadek v ta vodni vir in potem ste obvestili vse inštitucije in se je začela zgodba odvijati. Ja, res je, razlog za sklic izredne seje je bil zaradi izrednega dogodka, ki se je evidentiral 11. februarja, torej to je bil prvi dogodek, na katerega sem bil poklican iz klicnega centra 112, da se zglasim na lokaciji, kjer je bil odložen odpadek. Ker sem bil zaseden s sestanki v Ljubljani, sem poslal na sam kraj dogodka predstavnika infrastrukture in pa poveljnika civilne zaščite, na kar sta ugotovila, da se je prvi dogodek oziroma evidentirana prva lokacija odloženih odpadkov nahajala pod vodnim zajetjem vira pitne vode Ovčje jame, ki oskrbuje preko 30.000 uporabnikov. No, že isti večer sem dobil vrsto klicev občank in občanov, ki živijo v bližini tega vodnega vira, da to ni samo ena lokacija in da to ni samo ta lokacija, ki so jo prikazali, in da gre to za več lokacij odloženih teh odpadkov in da naj bi se nahajalo to nad vodnim zajetjem vira pitne vode. No, takoj zjutraj sem aktiviral zaposlene infrastrukture Bled, ki upravljajo z vodnim virom in pa s sistemom vodooskrbe za občino Gorje in pa občino Bled, da ne gredo po strugi Radone obeh straneh pogledati, če trditve občank in občanov držijo. Kaj hitro sem bil obveščen, da so trditve resnične. Bile so še 3 lokacije, kamor so se odlagali te gradbeni odpadki. Gre za mulj, ki je tekoč, dovažal se je s cisterno za gnojevko. No, in ko smo prišli na teren, smo takoj začeli po protokolu zaščite, vodooskrbe ukrepati. Poklicali smo inšpektorja za zdravje. Dan prej so bili že iz mobilnega laboratorija, nacionalnega laboratorija Jožef Štefan na terenu. Potem smo tudi poklicali nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in pa ljudi. No, in od obeh laboratorijev smo zahtevali, da vzorce vzamejo na vseh lokacijah z vsemi pristojnimi organi, kot so inšpektorji za naravo, inšpektor za zdravje in pa ostali organi, ki so bili prisotni. Smo začeli s postopki, kdo bo odredil pospravljanje te snovi. No, ker je za nas šel vsak postopek prepočasi, smo takoj skupaj s civilno zaščito občine Gorje in pa jaz kot župan smo odredili takojšnje odstranitev vseh odpadkov. Namreč od inštituta laboratorija Jožef Štefana smo dobili tudi izvid, na katerem je pisalo, da so v snovi prisotni bentonit pomešan s polimeri, da gre za kimijo in glede na to, da gre za kimijo, tudi prekuhavanje ali druga dezinfekcija ne čisti te vode. Menim, da smo z hitrim in pa učinkovitim ukrepanjem, torej odstranjevanjem te snovi, bili uspešni, kajti v samem vodnem viru, v zajetju vodnega vira ne sledimo te snovi. To snov smo dali temeljito pregledati in bomo tudi to snov temeljito sledili v vodnem zajetju vira pitne vode, zato da bomo zagotavljali vsem uporabnikom kvalitetno pitno vodo in torej ustrezno za uživanje. V prihodnje bom predlagal sklic skupne seje občin Žirovnica, Radovljica, Bled in pa Gorje,
z namenom, da bomo apelirali na državo. Namreč občina Gorje že od leta 2014 prosi državo da sprejme uredbo o vodovarstvenih pasovih. To pomeni, da pravno uredimo zaščito našega vodnega vira obsežnejše, da bomo lahko poostrili tudi nadzor nad tem območjem, kajti tak dogodek, ki se nam je zgodil v prejšnjem tednu, lahko rečem, da je v prvi vrsti zavrženo, nedopustno in pa strah vzbujajoče, kaj se nam pravzaprav z enim takim ravnanjem lahko zgodi na dolgi rok. Namreč vodni vir Ovčje jame je prepoznan, da je eden najkvalitetnejših vodnih virov v Sloveniji, ima preko 500 sekundnih litrov vode na viru, tako da ta vodni vir moramo izjemno paziti in pa ta vodni vir želimo, da ostane tako čist, kot je bil do pred nedavnega. No, na sami izredni seji občinskega sveta pa so bila podana poročila od vseh teh služb, ki so potem raziskovali ves ta problem, od infrastrukture, od določenih služb, od mira in inšpekcijskih služb. No, vsekakor je zelo pomembno, ker samo onesnaženje oziroma odlaganje odpadkov v neposredno bližino vodnega zajetja pomeni, da je javnost se je dvignila. Imel sem ogromno telefonov osebno in pa na občini. Lahko rečem, da sem od 11. oziroma 12. februarja do 19. februarja bil noč in dan na preži, da smo sklicevali urgentne sestanke, intervencije in da smo bili stalno prisotni na terenu zaradi nadzora. Vsekakor je bil cilj sklica izredne seje, da javnost obvestimo, torej preko svetnikov in pa seveda preko medijev, da javnost obvestimo. Tudi v prihodnje jo bomo obveščali z vsemi deli, z vsemi ukrepi in pa vse, kar se nam bo, bom rekel, v zvezi s tem tudi pojavljalo.